2. april 1988, okrožje Franklin, Severna Carolina. Ivan Maguire skoči iz letala Twin Beach na višini 10.500 čevljev. To ni bil začetnik. Jasno lahko vidite, kako gladko je njegova čeladna kamera ostala usmerjena na dve osebi nad njim, tudi ko je prosto padal tisoče čevljev v zraku. Vse zgleda normalno, njegova čeladna kamera snema. Par, ki pada nad njim, doseže želeno višino, odpre padala in odplava stran. Zdaj na vrsti on. Seže proti desnemu boku, poročica za odpiranje padala. Vidite lahko, kako njegova leva roka zamahne v kader. Potegne vrečko, a se ne zgodi nič. Profesionalni padalec, ki je nekako pozabil na svoje padalo, 16 elitnih padalcev, ki so se utopili, umor brez morilca in 46 ljudi, ki jih je ubila orehova lupina. To je 6 najhujših nesreč pri padalstvu v človeški zgodovini. Dobrodošli v ekstremu. 2. april 1988 je bil naporen dan za vse v Franklin County Sports Parachute Center v Severni Karolini, vključno s 35-letnim telekomunikacijskim delavcem Ivanom Maguirem. Ivan je bil človek obseden s padalstvom. Do leta 1988 je opravil več kot 800 uradnih skokov. Njegov cilj je bil postati najboljši padalski fotograf v Ameriki. In to ni bila lahka naloga, saj je bilo snemanje padalskega skoka leta 1988 izjemno zahteven proces. Takrat še ni bilo GoPro kamer, ki bi jih lahko preprosto pritrdil na čelado. Za svoje posnetke je Ivan nosil posebno opremo, sestavljeno iz okorne videokamere, pritrjene na čelado, debelih kablov, ki so potekali po njegovem telesu, in težkega baterijskega paketa, pritrjenega neposredno na njegov hrbet. Oprtnik, zaradi katerega je ta oprema delovala, je bil pripet čez prsi in ramena, tako kot pri padalu. To delo ni bilo nevarno, Ivan pa je bil perfekcionist in prav zato je bil še vedno tam 2. aprila. Ivan je običajno končal okoli poldneva, a tisti dan je ostal do 2:30, saj je skušal izpopolniti svoje snemalne sposobnosti. Tisti dan je že opravil 2 skoka brez incidentov in ni bilo razloga misliti, da bo ta skok kakorkoli drugačen. Načrt je bil preprost. Ivan bi skočil iz letala, nato pa bi mu sledil tandemski par, inštruktor in učenec začetnik pri svojem prvem skoku. Padel bi tik pod njiju in celotno izkušnjo posnel od spodaj. Za človeka z 800 skoki je bilo to nekaj povsem običajnega. Tako se je Ivan ukrcal na letalo in kot je bilo načrtovano, je pri 10.500 čevljev Ivan skočil prvi. Nekaj trenutkov kasneje sta sledila tandem skakalca in Ivan ju je popolnoma sledil. Mislim, jaz ne skačem s padalom, če pa ti, mi sporočil v komentarjih. Ampak držati stabilen kot, kamere brez kakršnekoli referenčne točke, mora biti ena najtežjih stvari v zraku. Ko sta tandem, ki ga je spremljal Ivan, dosegla želeno višino, sta inštruktor in učenec odprla padala točno ob pravem času in odplavala stran. Vse je šlo popolno. Zdaj je bil na vrsti Ivan. Segel je proti desnemu boku poročico za odpiranje padala, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko trenutek, ko njegova leva roka zamahne v kader. Za trenutek skoraj izgleda kot rutinska prilagoditev. A potem se gibanje spremeni in postane nekaj bolj obupanega. Njegova roka išče, tipa grabi v prazno. Pri 240 km/h, ko se je tla hitro približevala, je Ivan Maguire spoznal, da nima padala. V njegovih zadnjih sekundah izgine gladko, profesionalno snemanje s kamero. Posnetek se nasilno strese v kaotično zamegljenost bele barve in oblakov, medtem ko Ivan obupano tipa po hrbtu za opremo, ki je ni tam. Tik preden se posnetek prekine, se je zdelo, kot da je Ivan v svojo kamero izrekel ti 2 besedi. Ne, NATO tema. Pomoč je hitro prispela na kraj dogodka, vendar je bilo vse zaman. Ivan je umrl ob samem trku. Njegovo telo so našli v gozdičku 1,5 km stran od letališča. Letalski preiskovalci so se soočili z nemogočim vprašanjem. Kako lahko izkušen veteran preprosto pozabi na svoj padalo? To je kot da bi šel na potovanje z avtom in pozabil ključe. To nima smisla. Ampak tega se zaveš šele, ko prideš do svojega avtomobila. Ampak Ivan se je tega zavedal prepozno. Kako se je to lahko zgodilo? Srce parajoč odgovor so našli nazaj v hangarju. Ivanov padalo je še vedno ležalo nedotaknjeno na tleh. Ko se je mudil, da bi opravil svoj 3. let tistega dne, si je nadel težak nosilec za kamero in stekel proti letalu.
Ker sta zajetna baterija in debeli trakovi počivala na njegovih ramenih, točno tam, kjer bi običajno sedelo njegovo padalo, je njegovo telo fizično imelo občutek, kot da je opremljen. Če temu dodamo še izjemno utrujenost, ki jo je zagotovo čutil po dveh predhodno uspešnih skokih istega dne, dobimo smrtonosno past. Kar je pri tem dogodku tako srce parajoče, je to, da je nekdo že rešil Ivanovo življenje prav tisti dan. Prej tistega popoldneva, pri svojem drugem skoku, ga je sodelavec ujel, ko je hodil proti letalu brez padala. Ivan se je vrnil, ga vzel, opravil skok in varno pristal. Zanj to skoraj da ni bil dogodek vreden skrbi. Pa bi moral biti. Medtem ko je Ivanova zgodba žalosten, a preprost primer lastne malomarnosti, je naslednjih 5 zgodb precej bolj zapletenih. Začnimo s tem, kar se je zgodilo v Ohaju 27. avgusta 1967. To bi moral biti skok življenja. Pred nekaj tedni je moški po imenu Bob Carnes nastopil na letalski prireditvi s svojim zasebnim letalom North American B-25. Mitchell, vrsta letala, ki je upravljala misije nad Pacifikom do Nemčije v času, ko to še ni bila prijazna država, kot jo poznamo danes. Bob Carnes je imel nekako enega od teh letal v svoji osebni zbirki in kot zahvalo skupnosti padalcev za njihovo podporo na njegovi letalski prireditvi je dal ponudbo, ki je noben resen padalec v Ohaju ni mogel zavrniti. Brezplačen skok iz bombnika iz druge svetovne vojne z višine 20.000 čevljev. Ponudba se je skoraj takoj razširila po skupnosti in do 27. avgusta se je okoli 30 najbolj izkušenih padalcev v državi zbralo na letališču Ortner v Wakemanu v Ohaju, da bi jo izkoristili. Toliko ljudi je sprejelo ponudbo, da letalo sprva fizično ni moglo vzleteti. Manjši z izkušene padalce so prosili, naj stopijo na stran, samo najboljši so prišli v ožji izbor. In želim, da razumete, kako resni so bili ti ljudje. 17 od 18 izbranih za skok je bilo članov Združenja ameriških padalcev. Mnogi so imeli zabeleženih več kot 200 skokov, kar je prav tisto, zaradi česar je vse, kar je sledilo, tako neverjetno. Težava se je začela pri Bobu Carnesu samem in to še preden je letalo sploh zapustilo tla. Njegova navigacijska oprema je imela kritično napako, ki je nikoli ni razkril nikomur. Njegov radio in njegov VOR sistem, to je inštrument, ki pilotu natančno pove, kje se nahaja, nista mogla delovati hkrati. Lahko je ali govoril s kontrolo zračnega prometa, ali pa navigiral, ne obojega hkrati. Običajno je bila to manjša nevšečnost. Toda 27. avgusta 1967 se je nad severnim Ohajom razprostirala gosta, debela plast težkih oblakov, ki je popolnoma zakrila tla pod njimi. Tudi leta 1967 so predpisi izrecno določali, da morate vizualno prepoznati območje pristanka. Toda Bob je imel v zadnjem delu letala teh 18 elitnih padalcev in želel je, da bi skok izvedli. Zato je izklopil svojo navigacijo na krovu, da bi se pogovoril s centrom Cleveland Air Route Traffic Control. Prosil je radarista na tleh, naj usmeri njegov bombnik B-25 nad območje za skakanje na letališču Ortner. Ob istem času, ko je Bob vzletel, je fotograf po imenu Ted Murphy poletel z majhno cestno 180 z namenom, da iz zraka fotografira padalce. In tukaj se je zgodil eden najbolj ekstremnih primerov zamenjave identitete v zgodovini letalstva. Ker je bil leta 1967 civilni radar v bistvu le svetleča pika na zaslonu. Ni bilo oznak, ki bi prikazovale velikost, tip ali višino letala. Ogromen bombnik iz druge svetovne vojne B-25 in majhen Cessna 180 sta na radarskem zaslonu izgledala popolnoma enako. In spodaj v radarski sobi v Clevelandu je pravkar prišlo do menjave izmene. Glavni kontrolor, ki je komuniciral s Carnesom, se je umaknil na odmor za kavo in prepustil radar nadomestnemu kontrolorju. Ko je drugi kontrolor sedel in pogledal svetleče pike, se je osredotočil na eno, za katero je mislil, da je Carnes, in začel dajati navodila. Kontrolor je po radiju govoril z Bobom Carnesom, na zaslonu pa je spremljal Cessno Teda Murphyja. Ker je Carnes letel popolnoma slep v oblakih, ni imel druge izbire, kot da zaupa in sledi vsaki instrukciji, ki mu jo je kontrolor dal prek slušalk. In ko je bila tista pika, za katero je mislil, da je Bob, popolnoma nad območjem za skoke na letališču Orton na kontrolorjevem zaslonu, je Carnesu sporočil, da je prost. Ni imel pojma, da je bil tisti signal, ki ga je gledal, Cessna Teda Murphyja in da je Carnes. In pravi B-25 z 18 padalci na krovu je bil približno 12 milj stran od letališča Orton,
neposredno nad odprtimi vodami jezera Erie. Ne pozabite, Bob je letel popolnoma na slepo. Zato je, ko je slišal dovoljenje kontrolorja, padalcem dal zeleno luč za skok. Skokovski inštruktor je odprl vrata in čeprav so pravila takrat izrecno prepovedovala padalcem, da skočijo brez vizualne potrditve tal, pod njimi je vseh 18 skočilo z višine 20.000 čevljev v goste oblake, ki so bili predebeli, da bi lahko videli skozenj. Predebeli, da bi vedeli, kaj jih čaka na drugi strani. Dolgo časa so bili v popolnem prostem padu, skozi popolno belino. Prebili so se skozi spodnji del oblakov pri približno 4000 čevljih in namesto trave in zemlje so zagledali vodo. Zagrabila jih je panika, ker je bila leta 1967 oprema za padalstvo izjemno težka. Padalci so nosili debele kombinezone, težke škornje in 40 funtov platnene in najlonske padalske opreme. V takem stanju bi, tudi če bi preživeli trk, takoj potonili. Imeli so približno 30 sekund od dna oblaka do zemlje. Pomislite, kaj pomeni 30 sekund, ko padate s končno hitrostjo? Brez možnosti, da bi se ustavili. Močno so treščili v jezero. Njihove ogromne, težke kupole so se zrušile na nje. Padala pa so se v trenutku spremenila v mokre mreže, ki so jih potegnile pod površje. Ljudje okoli sploh niso razumeli, kaj sploh gledajo. Na jezeru so čolnarji, med njimi tudi dva svakova, Dean Phillips in Richard Ralph, ki sta bila na nedeljski vožnji, pogledali navzgor in zagledali majhne silhuete, ki so padale iz nizko visečih oblakov. Sprva so mislili, da opazujejo jato galebov, ki se spuščajo proti površini. Drugi so domnevali, da gre zgolj za smeti ali odpadke, ki jih nezakonito odmetavajo iz letala. Šele ko so se padala odprla in so ogromne kupole začele udarjati v vodo, se je začela kazati grozljiva resničnost. Čolnarji so potisnili plin do konca in pohiteli proti območju trka, da bi pomagali. Ko so prispeli do mesta, kjer so padli v vodo, so čolnarji obupano grabili za prepletene vrvi in vlekli. Poskušali so težke, premočene padalce potegniti na svoje krove. Čudežno sta Phillips in Ralph uspela iz vode živa potegniti dva padalca, Roberta Coya in Bernarda Johnsona. Poskušali so oživiti še tretjega, vendar ni preživel. Kljub takojšnjim reševalnim prizadevanjem in drugim poskusom čolnarjev v bližini, so padalci potonili globoko in izven dosega. Iskanje, ki je sledilo, je trajalo 53 ur. Več kot 400 ljudi se je zgrnilo v mesto Huron v Ohaju. Enote obalne straže, vojaška letala, več kot 30 čolnov in reševalno osebje iz vse zvezne države. Preiskali so vsak centimeter obale. Bilo je prepozno. 16 od 18 padalcev se je utopilo. Le dva sta preživela dovolj dolgo, da so ju potegnili iz vode. Preiskava, ki je sledila, je bila intenzivna, temeljita in neusmiljena. Carnes je bil spoznan za krivega, ker je namerno spustil padalce skozi gosto plast oblakov, brez vizualnega stika s tlemi, kar je neposredna kršitev zveznih predpisov. Zaradi tega mu je bila trajno odvzeta pravica do letenja s komercialnimi letali ali prevoza potnikov. Poleg izgube svojega preživljanja je bil Carnes skupaj z zvezno vlado tarča velikih odškodninskih tožb zaradi protipravne smrti, ki so jih vložile družine 16 žrtev. Ta nesreča je njegovo podjetje finančno uničila zavedno. Nesreča je zavedno spremenila tudi pravila v letalstvu. Ker so se ti elitni padalci utopili pod ogromno težo svoje opreme, je Padalski klub Amerike prepisal svoj varnostni protokol in uvedel nepreklicno pravilo, da mora biti vsak, ki izvaja skok v radiju 50 milj od vodnega telesa, opremljen s odobreno opremo za plovnost in preživetje. Ta varnostni protokol je nedvomno rešil mnoga življenja, ki zato nikoli niso postala zgodba na tem kanalu. A žal je to terjalo 16 življenj. Vsaka nesreča doslej je bila nezaželena tragedija. Nihče ni želel, da bi kdo umrl. Toda leta 2003 je v Angliji nekdo to želel. Stephen Hilder je bil 20-letni častniški kadet na Kraljevem vojaškem znanstvenem koledžu, ki je del obrambne akademije Združenega kraljestva. Že leta je bil na vojaški poti, saj je opravil maturo na Welbeck koledžu, elitni srednji šoli britanske vojske. Po kratkem, neuspešnem obdobju na univerzi v Bristolu se je Stephen prepisal v Shrewsbury, kjer je študiral management in logistiko, ter si utiral pot do kariere vojaškega častnika. Po večini opisov je bil discipliniran, bister in ambiciozen mladenič.
Toda Steven je imel drugo življenje, ki je potekalo vzporedno z njegovo vojaško izobrazbo. Ofin ga je prevzel na način, ki ga tudi njegovi najbližji prijatelji niso znali povsem razložiti. Začel se je ukvarjati s padalstvom in v samo 2 letih je opravil več kot 200 skokov. Da si to lažje predstavljate, večina rekreativnih padalcev potrebuje leta, da doseže takšno število skokov. Njegovi prijatelji so rekli, da to ni bilo le nekaj, v čemer je užival, ampak nekaj, kar je potreboval. Do poletja 2003 je Steven tekmoval kot član tročlanske ekipe za formacijske skoke s padalom, imenovane Črni dež, skupaj s svojima sočlanoma, častniškima kadetoma, Adrianom Blairom in Davidom Masonom. V specializirani disciplini, znani kot prosti let. Prosti let ni običajen skok s padalom na trebuhu. V bistvu gre za zračno gimnastiko na 1000 metrov visoko v zraku. Skakalci padajo z glavo naprej, z nogami naprej ali v sedečem položaju ter izvajajo zapletene, koreografirane formacije med padanjem s hitrostjo 240 km/h. To zahteva izjemno zbranost, zavedanje telesa in veliko poguma. Trije so se prijavili na britansko univerzitetno prvenstvo v padalstvu, tedensko tekmovanje, ki je tisto leto potekalo na letališču Haberstow v Lincolnshireu. 4. julij 2003 je bil tekmovalni dan, okoli 14:44. Steven in njegove 2 soigralca so se vkrcali na letalo za skoke in začeli počasen vzpon na 13.000 čevljev. Zahvaljujoč drugemu padalcu, ki je snemal skok, natančno vemo, kakšno je bilo vzdušje v kabini. Na posnetku se je Steven smejal, se šalil s prijatelji in kazal dvignen palec. Izgledal je natanko kot mladenič, pripravljen tekmovati v športu, ki ga je imel rad. Ko se je prižgala zelena luč, so se 3 moški pognali v nebo in skok je bil preprosto brezhiben. Ekipa je bila popolnoma osredotočena. Izvedli so 19 popolnoma usklajenih, učbeniško izvedenih akrobatskih manevrov in na 4000 čevljih se je rutina končala. Ekipa se je razdelila in se oddaljila drug od drugega, da bi ustvarili varno razdaljo za odpiranje padal. 2 Stevenova soigralca sta segla nazaj, vrgla izmetna padala in bila v trenutku potegnjena navzgor, ko sta se jima odprla glavna padala. Pogledala sta proti njemu in pričakovala, da se bo Stevenovo padalo odprlo tik ob njima. Namesto tega je še naprej padal. Steven je segel po ročaju za odpiranje glavnega padala, a se ni zgodilo nič. Takoj se je zanesel na svoje vojaško usposabljanje in mišični spomin ter prešel naravnost na nujni protokol. Segel je po rezervnem padalu. Spet se ni zgodilo nič. Ni mogel storiti nič drugega, kot nemočno opazovati, kako pada in s hitrostjo 120 milj/uro trešči v tla na bližnjem koruznem polju. Umrl je na kraju samem. Ko so reševalci in osebje padalskega centra izvlekli njegovo telo iz visokih koruznih stebel, so domnevali, da so priča 1 na milijon tragediji, kjer sta hkrati odpovedala tako glavni kot rezervni sistem. Ko pa so si njegovo opremo natančno ogledali, to, kar so videli, ni imelo nobenega smisla. Vsak padalec skoči z 2 padaloma, glavnim in rezervnim. Vsako padalo je na vaše telo pritrjeno s trdnimi, močnimi tkaninskimi trakovi na oprtniku. Ko potegnete ročico za odpiranje padala, ti trakovi prenesejo silo ob odprtju padala nad vami na vaše telo in vas upočasnijo. V bistvu so edina stvar, ki vas loči od silovitega trka v tla. Če so ti trakovi kakorkoli sabotirani, ni pomembno, kako popolno se vaše padalo odpre. Preprosto se bo odklopilo in odplavalo nad vami, medtem ko boste vi še naprej padali. Točno to je bilo storjeno s Stevenovo opremo. Oba kompleta trakov, tako na glavnem kot na rezervnem padalu, sta bila prerezana z ostrim predmetom, kot so kasneje ugotovili preiskovalci. Rezi niso bili naključni ali nerodni. Kdorkoli je to storil, je natančno vedel, kaj reže in zakaj. Policija iz Humbersida je to opisala kot strokovno izvedeno poseganje. Višji preiskovalec je to označil za edinstven primer v britanski kriminalni zgodovini. Nekdo je uspešno izvedel umor v zraku na državnem prvenstvu. Policija iz Humbersida je takoj začela obsežno preiskavo umora, vendar to ni bil film, kjer bi policija takoj zaklenila vrata in ujela morilca. To je bil počasen, mučen lov na človeka po vsej državi. Detektivi so morali izslediti in zaslišati tisoče ljudi, ki so bili na tedenskem festivalu. Iskali so ljubosumne tekmece, skrivne sovražnike ali kogarkoli, ki je imel zamero proti mlademu kadetu. Ničesar niso našli vse do 3 mesecev kasneje, oktobra 2003. Policija je naredila potezo, ki je popolnoma šokirala vse. Odločili so se pogledati tam, kjer se je zgodilo. Aretirali in zaslišali so Stevensova 2 soigralca,
ista mlada moška, ki sta z njim skočila iz letala, ter še tretjo, neimenovano osebo. Izdaja se je zdela skoraj nepredstavljiva, še posebej zato, ker sta ta dva prijatelja le nekaj tednov prej nosila krsto na Stevenovem pogrebu in jo fizično prenašala po hodniku. In vendar sta bila tukaj, sedela sta v policijski zasliševalnici. Kar zadeva tretjega moškega, nihče nikoli ni pojasnil, kdo je bil ali zakaj so ga aretirali. Britanski mediji so popolnoma ponoreli. Izmišljali so si divje teorije o grenkem ljubosumju, vojaških rivalstvih in zapletenih ljubezenskih trikotnikih glede tega briljantnega, hladnokrvnega atentata, ki so ga izvedli njegovi najbližji prijatelji. Vse, kar je ostalo, so bili fizični dokazi, ki bi primer dokončno razrešili. Ampak veste, da resnica o zločinu redko leži v medijskem cirkusu. Leži v tihih, mikroskopskih forenzičnih podatkih. In ko so se forenzična poročila končno vrnila iz laboratorija, so obrnila celotno preiskavo umora na glavo. Ker ko je forenzični laboratorij oduzel brise odrezanih najlonskih trakov padala, so iskali DNK morilca. Pričakovali so, da bodo našli znoj, kožne celice ali tekočino osebe, ki je nasilno prerezala debel material. Namesto tega so našli samo DNK Stevena Hildersa. Policija je preiskala tudi Stevenovo avto, ki je bil ves teden parkiran na območju za skoke. V prtljažniku so našli škarje. In ko so jih dali pod mikroskop, je forenzična analiza pokazala. Mikroskopska najlonska vlakna, ki so ostala na rezilih, so se popolnoma ujemala z odrezanimi trakovi njegovega padalskega kompleta. Fizični dokazi so kazali na nepredstavljiv zaključek. Steven Hilders je sam sabotiral lastne rešilne vrvi. Ko so preiskovalci globlje raziskovali njegovo osebno življenje, so začela prihajati na dan še druga zaskrbljujoča dejstva. Za nasmejanim, sproščenim padalcem v letalu je bil Steven Madenič, ki se je naskrivaj utapljal v svojem lastnem življenju. Steven si je nakopal več kot 17.000 funtov dolga, večinoma zato, da bi financiral svojo drago obsedenost s padalstvom. Njegova dolgoletna zveza s punco se je končevala. Bil je pod ogromnim pritiskom pri svojem. Prestižni vojaški akademiji je zmotno verjel, da je pravkar padel na zahtevnih zaključnih izpitih. Med preiskavo se je prijatelj spomnil srhljive, mimogrede izrečene pripombe, ki jo je Steven izrekel nekaj mesecev prej. Rekel je, da če bi kdaj potreboval izhod iz svojega življenja, tega ne bi storil potiho. Naredil bi nekaj neverjetnega, tako, da bi skočil iz letala. Ob tej gori fizičnih in psiholoških dokazov je policija iz Humbersida spremenila svoje stališče. Uradno so oprostili njegova dva soigralca, opustili preiskavo umora in primer razglasili za spektakularen, skrbno zrežiran samomor. Toda v Združenem kraljestvu primer nikoli ni zares zaključen, dokler ne pride do mrliškega oglednika. In mrliški oglednik, dodeljen temu primeru, moški po imenu Stuart Atkinson, ni verjel temu, kar je govorila policija. Opozoril je na ogromna, očitna protislovja v njihovi teoriji. Da, škarje so bile najdene v Štefanovem avtu, vendar je bil avto ves teden odklenjen, ključi pa so bili kar v kontaktu. Kdorkoli na tistem letališču bi lahko uporabil njegove škarje, prerezal trakove in jih vrgel nazaj v prtljažnik. In dejstvo, da je bil Stevenov DNK edini profil najden na škarjah, po njegovem mnenju ni pomenilo ničesar. Morilec z rokavicami tako ali tako ne bi pustil DNK-ja. Odsotnost DNK-ja nekoga drugega ne pomeni, da tam ni bilo nikogar drugega. In vlakna, najdena na Stevenovih oblačilih, so se lahko prenesla nanj že iz njegovega padalskega nahrbtnika, še preden si je tistega jutra oblekel kombinezon. A največje protislovje za Stuarta je bil sam skok. Steven je bil med tistim zadnjim skokom posnet s kamero. Videti je bil navdušen, vzhičen. Vzpostavljal je očesni stik s svojimi sotekmovalci, ko je skočil iz letala. Če bi si na tleh prerezal lastne trakove, bi vedel, da je v trenutku, ko stopi iz letala, mrtev človek. Zakaj bi torej človek, ki ve, da bo kmalu umrl, skupaj s prijatelji izvedel 19 popolnih, tehnično zahtevnih akrobatskih manevrov? Zakaj bi se smejal? In, kar je še pomembneje, zakaj je pri 4000 ševljih potegnil za ročico glavnega padala? In ko to ni uspelo, zakaj je takoj posegel po rezervnem padalu? Zakaj bi instinktivno in v paniki poskušal rešiti svoje življenje, če si že vedel, da boš prerezal lastne trakove? Vse skupaj preprosto ni šlo v račun mrliškemu ogledniku Stuartu Atkinsonu. Tako je 25. marca 2005 Stuart Atkinson zapisal odprto sodbo in opisal smrt Stevena Hillerja kot preprosto, edinstveno in skrivnostno. V britanskem pravnem sistemu odprta sodba pomeni točno to, kar se sliši.
Ne vemo, ne moremo reči. Do danes ostaja popolnoma nerazrešena skrivnost in nihče ni bil nikoli obtožen. Čeprav je primer Stevena najtemnejša skrivnost na tem seznamu, je naša naslednja zgodba najbolj srceparajoča. Popelje nas v Honolulu na Havajih na večer 5. decembra 1981 in se začne s tistim, kar bi moral biti eden najbolj vznemirljivih večerov v letu. Najprej pa morate vedeti, da vsak mesec naredim en video samo za Patreon. Opozorila so bila tam, nikjer drugje ga ne boste videli. Če vas to zanima, so povezave v opisu. Byron Black je bil 50-letna legenda padalstva na Havajih. Leta 1976 je ustanovil Jump Hawaii in skozi leta iz tega naredil eno najbolj prepoznavnih padalskih ekip na otokih. Bili so znani po svojih spektakularnih predstavah pred tekmami na stadionu Aloha, kjer so spadali pristali na igrišče pred tekmami ameriškega nogometa Univerze Havajev, medtem ko je na tisoče navijačev spremljalo dogajanje s tribun. Do decembra 1981 so to že dvakrat izvedli, v istem letu, brez enega samega incidenta. 5. decembra naj bi bil tretjič. Univerza Havajev je gostila Univerzo Južne Karoline. Skupina Jump Hawaii pa je bila najeta za izvedbo predstave pred tekmo. Byron je zbral svojo ekipo 11 izkušenih padalcev. Skupaj je bilo na letalu 12 ljudi, ki so skupaj opravili več kot 10,000 skokov. Byron je s seboj pripeljal tudi dva svoja sinova. Danny, ki je bil star 20 let, je pilotiral letalo. Dvojmotorni Beechcraft C-45 Bobby, star 25 let, bi skočil skupaj z ekipo. C-45 je čudovito, zanesljivo, starinsko letalo, vendar je zelo nepopustljivo, če zanemarite zakone teže in ravnotežja. In še preden je točno to letalo tistega jutra sploh zapustilo vzletno stezo, je bila že storjena resna, a nevidna napaka v izračunu. Ko nalagate letalo, morate natančno izračunati njegov težišče, saj je letalo med letom kot gugalnica, popolnoma uravnotežena na svojih krilih. Če na primer preveč teže postavite na zadnji del, postane letalo nevarno pretežko v zadnjem delu. Letalo, ki je pretežko v zadnjem delu, izgubi svojo aerodinamično stabilnost. Nos se nenehno želi dvigniti navzgor, kar povzroča velik zračni upor. Če je nos preveč dvignjen, krila prenehajo ustvarjati vzgon. Letalo zastane in zelo enostavno je zapasti v silovit kovit, iz katerega se je skoraj nemogoče rešiti. Tistega dne je bilo v zadnjem delu kabine 11 odraslih padalcev s težko opremo, zaradi česar je bil Beechcraft obremenjen kar 10 palcev za največjo dovoljeno zadnjo mejo teže. V letalstvu lahko že en sam palec razlike drastično spremeni, kako se letalo obnaša. 10 palcev razlike je pomenilo, da je bilo to letalo leteča smrtna past, ki je samo čakala, da pilot naredi napačno potezo. Toda letalo je vseeno brez težav zletelo z letališča Dillingham in začelo vzpenjanje proti stadionu. Toda nad Honolulu so se zgrnili gosti oblaki in močan veter, zato padalci niso mogli videti tal. In za razliko od ekipe pri jezeru Erie, se je ta ekipa držala protokola. Skok je bil odpovedan in Danny Black je obrnil letalo. Kar se je zgodilo v naslednjih nekaj minutah, so očividci na tleh težko sploh natančno opisali. Žena mornariškega častnika po imenu June Burkhardt je večerjala v bližnji restavraciji s svojim možem, ko je pogledala skozi okno. Rekla je, da se je letalo prevračalo in krožilo v širokih krogih. Sprva je resnično mislila, da gre za akrobatski prikaz. Ko je pilot Danny Blake obrnil letalo v bližini spomenika USS Arizona, se je smrtonosna past, s katero je letel, končno razkrila. Ko letalo zavije, se mora nos rahlo spustiti, hitrost pa mora ostati visoka. To je edini način, da krila ustvarjajo dovolj vzgona, da letalo ostane v zraku. Toda rep tega letala je bil veliko pretežak, čez varno mejo. V trenutku, ko je Danny začel zavijati, je vsa ta teža zadaj začela delovati proti njemu. Predstavljajte si, kot da poskušate zavrteti kladivo za ročaj. Težki konec želi prevzeti nadzor. Pri levalu to pomeni, da rep vleče nazaj, nos se dvigne, krila izgubijo svoj kot in celotno letalo v trenutku zdrsne v silovit, neobvladljiv ploščati kovit. V kabini je bila prava nočna mora. Ko letalo tako izgubi nadzor in začne vrteti, ustvari močno centrifugalno silo. Če ste bili kdaj na vrtiljaku na otroškem igrišču, ki se je vrtel prehitro, poznate tisti grozljiv občutek, ko vas vleče navzven in sploh ne morete potegniti telesa nazaj proti sredini. Zdaj si predstavljate isto silo, pomnoženo znotraj kovinske cevi, ki pada iz neba.
11 padalcev, obteženih s svojo težko opremo, je bila v trenutku pritisnjena ob stene in tla zaradi nevidne silovite teže. Niso mogli vstati, niso mogli plaziti. Popolnoma jih je ujela fizika vrtenja. Spredaj je 20-letni Danny potisnil motorja do skrajnih meja in obupano potiskal krmilo naprej, da bi usmeril nos letala navzdol in tako znova vzpostavil let. Toda ker so bila vsa ta telesa nemočno pritisnjena v zadnjem delu letala, je bil rep še vedno pretežak. Krmine naprave so bile praktično neuporabne. Najbližje odprtim vratom za skok je sedel 34-letni padalec po imenu Mike Siemens. Pripravljal se je, da bo tisto noč prvi skočil nad stadionom, kar je pomenilo, da je bil že nameščen tik ob izhodu. Ko se je letalo vrtelo in treslo okoli njega, je sprejel odločitev, za katero so mu verjetno vsi nagoni v telesu kričali, naj jo sprejme. Vrgal se je ven. Ko so ga videli skočiti, so 3 drugi padalci obupano poskušali slediti. Toda zapustiti vrteče se letalo je izjemno nevarno. Ko je Mike skočil skozi vrata, je repni del Beechcrafta, ki se je divje vrtel, zadel naravnost v njegovo nogo in jo popolnoma zdrobil. Kljub neznosni bolečini in vrtečemu prostemu padu, se je Mike zanašal zgolj na mišični spomin. Našel je svoj ročaj, potegnil za vrvico padala in kupola se je odprla. Le nekaj sekund kasneje je pristal v vodah Pearl Harborja. Mike je uspel. Žal so padalci, ki so ga poskušali slediti, preprosto ostali brez dovolj višine. Njihova padala se niso imela dovolj časa popolnoma odpreti in so treščili v tla. Beechcraft je trčil v greben, 250 jardov od spominskega obeležja USS Arizona in se ob trku zmečkal v obliko črke L. Rep je bil edini del, ki je bil še vedno viden nad vodo. Kljub zlomljeni nogi je Mike Siemens snel svojo težko opremo, se prebil na površje in obupano poskušal priplavati proti potapljajočim se razbitinam, da bi rešil svoje prijatelje. Toda trk je bil premočan. Vseh 11 ljudi v letalu, vključno z legendarnim Byronom Blackom in njegovima 2 mladima sinovoma, je umrlo v nesreči. Uradna preiskava je ugotovila natanko to, kar so številke o teži in ravnotežju že povedale vsakomur, ki si je vzel čas za preverjanje. Pilotu ni uspelo ohraniti letalne hitrosti med obratom. Letalo je bilo naloženo 10 palcev za zadnjo mejo težišča. Danny Blake je bil star 20 let, še ni bil povsem usposobljen za upravljanje tega letala in ni opravil ustreznega načrtovanja pred poletom. Uničujoča tragedija, ki je v enem samem popoldnevu izbrisala jedro havajske skupnosti padalcev. In ostaja krut opomnik, da ne glede na to, koliko 1000 uspešnih skokov imaš za sabo, ne moreš preskočiti slabo naloženega letala. Za razliko od vsega, kar smo do zdaj obravnavali, se naslednja zgodba ni zgodila zaradi napačnega izračuna, napake ali nenavadne mehanske okvare. Zgodilo se je zaradi fotografij. Naj razložim. Dubnica Air je bila padalska organizacija s sedežem na letališču Červeni kamen v zahodni Slovaški. Avgusta 2015 so se pripravljali na letalski miting, ki je bil načrtovan za 23. avgust in so organizirali vadbeni polet. 3 dni prej so vadili svojo usklajeno predstavo. Načrt je bil, da bosta 2 enaka turbopropelerska letala LL-410 skupaj vzletela, se dvignila v tesni formaciji in hkrati izpustila padalce. Čisto, natančno, profesionalno. Če niste seznanjeni z letenjem v formaciji, so pravila preprosta in brez izjem. Ko 2 letali letita v tesni formaciji, ima vsak pilot eno nalogo, ki je nad vsemi ostalimi. Vedno moraš natančno vedeti, kje je drugo letalo. Zlasti sledeče letalo ima določen položaj, ki ga mora držati za in pod vodilnim letalom in nikoli, pod nobenimi pogoji, ne sme zapustiti tega položaja. Razdalja med obema letaloma se meri v čevljih, ne v miljah. En trenutek nepazljivosti in posledice so lahko katastrofalne. Vsako letalo je prevažalo 17 padalcev in 2 pilota. To je 38 ljudi v zraku v obeh letalih skupaj. Ko sta se letali tistega jutra, 20. avgusta, vzpenjali proti 5000 čevljem, je prostor za napako preprosto izginila. Letali sta trčili prav v trenutku, ko so padalci v zadnjem delu kabin opravljali zadnje preglede opreme. Trk je bil katastrofalen. Ko letala trčijo v zraku, se ne odbijajo preprosto drug od drugega. Izjemno ostri propelerji prerežejo aluminijaste trupe kot papir. Krila se odlomijo. Repni deli so zdrobljeni. Oba letala sta v trenutku izgubila sposobnost letenja.
V skoraj vsakem drugem komercialnem ali zasebnem letalskem okolju je trk v zraku na višini 1500 metrov dogodek s 100% smrtnostjo. Toda potniki v zadnjem delu teh letal so bili 38 elitnih padalcev in že so nosili svoje padalo. Kar se je zgodilo na to, je bil obupan. V delčku sekunde trajajoč boj za preživetje proti neusmiljenim zakonom fizike. Ko letalo izgubi svoja krila in rep, začne nekontrolirano prevračati, pri čemer nastajajo ogromne, dezorientirajoče sile G. Padalci v teh prevračajočih se razbitinah so imeli le nekaj sekund za reakcijo. Bojevali so se skozi kaos, uničujočo gravitacijo in leteče ostanke, obupano so se prebijali proti odprtim izhodnim vratom in se vrgli v nebo. Pri tem pa so se izogibali padajočim delom letala, ko so odpirali svoje padala. Čudežno je 31 padalcem uspelo pobegniti iz padajoče razbitine in varno pristati na tleh s padalom. A niso vsi uspeli pravočasno pobegniti. Močne G sile in zmečkane zdrobljene kovinske plošče so ujeli 3 padalce v trupu letala. Poleg tega so bili piloti v vsakem letalu pripeti v svojih kabinah. Niso imeli ne časa, ne prostora za pobeg. Obe letali sta treščili v tla in vsi 4 piloti ter 3 ujete padalci so umrli v nesreči. Ko so preiskovalci iz slovaškega letalskega urada pregledovali razbitine, da bi ugotovili, zakaj sta se ti 2 letali zaleteli na jasen poletni dan, so našli nekaj tako neverjetnega, da sem iskreno mislil, da me oči varajo, ko sem to prvič prebral. Letenje z letalom v tesni formaciji zahteva popolno, neprekinjeno zbranost. Ena sama sekunda nepazljivosti pomeni smrt. Kljub temu je uradno poročilo razkrilo, da je kapitan zasledovalnega letala v času trčenja dejansko uporabljal svoj telefon in je skozi okno pilotske kabine fotografiral vodilno letalo. Medtem ko je to počel, je njegovo letalo počasi drselo naprej in navzgor, dokler ni bilo poravnano z letalom, ki bi mu moral slediti. Ko je katerikoli pilot ugotovil, kaj se dogaja, ni bilo več časa. Ne vem, zakaj je mislil, da je to sprejemljivo. Med vožnjo sploh ne bi smel pisati sporočil, kaj šele slikati med letenjem z letalom. Nimam pojma, kaj mu je šlo po glavi, ko je usmeril telefon proti oknu. Vem pa, da mu je tistega jutra 38 ljudi zaupalo svoje življenja. 7 od njih pa se ni vrnilo domov, ker je želel fotografijo. Vsaka nesreča na tem seznamu je bila do zdaj posledica usodne človeške napake v tistem trenutku. Toda najbolj smrtonosna nesreča pri padalstvu v človeški zgodovini ni bila posledica napake v zraku. Povzročila jo je umazanija. 11. septembra 1982 je mesto Mannheim v zahodni Nemčiji praznovalo veliko slavje. Mesto je natanko 375 let prej pridobilo uradne mestne pravice, zato je lokalna oblast organizirala teden praznovanj ob tej priložnosti. Bili so koncerti, razstave in zjutraj 11. septembra tudi spektakularna letalska predstava na mestnem letališču Mannheim, ki si jo je prišlo ogledati na tisoče ljudi. Osrednji dogodek te letalske predstave naj bi bilo nekaj, česar še nihče ni videl. Mednarodna ekipa padalcev, sestavljena iz 23 Francozov, 9 Valižanov, 6 Nemcev in 8 Američanov, naj bi poskušala postaviti Guinnessov rekord. Svetovni rekord za največji prosti pad v krožni formaciji, kar jih je bilo kdaj sestavljenih v človeški zgodovini. Da bi jim uspelo, so morali istočasno skočiti iz letala na višini, se v prostem padu pri hitrosti 240 km/h povezati v velikanski krog in držati formacijo dovolj dolgo, da bi jo lahko uradno potrdili. Da bi vse te padalce dvignili na višino, je mesto zaprosilo ameriško vojaško garnizijo v Mannheimu za 2 helikopterja CH-47 Chinook ameriške vojske. Chinook je ogromen transportni helikopter z 2 rotorjema. Je močno oklepljen, izjemno inženirsko zasnovan in narejen za preživetje v aktivnih vojnih območjih. Oba helikopterja sta tistega jutra prispela po urniku, nato pa je nekdo, še pred vzletom, sprejel odločitev. Nihče nikoli ni povsem pojasnil, kdo je to odločitev sprejel ali zakaj, vendar so namesto, da bi padalce razdelili med oba helikopterja, kot je bilo načrtovano, celotno ekipo naložili le v enega. Ko so se vrata tistega edinega Chinooka zaprla, v helikopterju je bilo 38 padalcev, 5-članska ameriška posadka in 2 novinarja iz American Forces Network, ki sta izvedela za poskus rekorda in se v zadnjem trenutku ukrcala, da bi poročala o dogodku. Skupaj 46 ljudi ni bilo dovolj sedežev za vse, zato je moralo 11 ljudi stati.
Okoli pol ene popoldne se je Chinook dvignil v zrak. Več toplozračnih balonov je že poletelo in so mirno lebdele okoli letališča, medtem ko je na tisoče gledalcev čakalo, da padalci skočijo. Množica je bila dobre volje, a vsa ta razposajenost se je končala, ko so ljudje na tleh nenadoma zaslišali katastrofalen, hreščeč krik, ki je odmeval po nebu. Da bi razumeli, kaj se je dogajalo v tistem helikopterju, morate razumeti eno temeljno stvar o tem, kako deluje Chinook. Helikopter Chinook ima dva ogromna rotorja, enega spredaj in enega zadaj. Za razliko od običajnega helikopterja se oba ta rotorja vrtita v nasprotnih smereh, njune lopatice pa dejansko prehajajo skozi isti prostor v zraku. Edini razlog, da se nikoli ne zadenejo, je popolna usklajenost, kot dva človeka na vrtljivih vratih, ki se nikoli ne zaletita, ker vedno natančno vesta, kdaj stopiti. To usklajevanje nadzoruje en sam menjalnik. Ta menjalnik pa, tako kot vsak del motorja, potrebuje stalno mazanje z oljem, da se ne pregreje. Majne šobe v prenosnem sklopu neprestano pršijo olje na gibljive dele. Vsako sekundo, ko je helikopter v zraku, pomislite na to kot na zobati jermen v vašem avtomobilu. Dokler se menjalnik vrti, so lopatice popolnoma usklajene, da se zgrešijo za le nekaj centimetrov. Če se pokvari, to je najhujša nočna mora vsakega pilota. In v Mannheimu, 11. septembra 1982, se je ta nočna mora uresničila. Menjalnik je nenadoma odpovedal in lopatice dveh ogromnih, težkih rotorjev so se v trenutku zaletele ena v drugo s hitrostjo več 100 milj na uro. Sama sila trka je prelomila oba rotorja kar sredi zraka. Helikopter je padel z neba kot kamen in strmoglavil naravnost na avtocesto A656 spodaj. Ker so bili le na 800 čevljih, ko sta se rotorja zaletela, ni bilo popolnoma nobenega časa za reakcijo. Vseh 46 ljudi na krovu je umrlo. To je bila nepredstavljiva tragedija. Vojska je takoj prizemljila celotno floto helikopterjev Chinook, saj jih je bilo strah velike konstrukcijske napake. Preiskovalci so razstavili razbitine kos za kosom in skušali ugotoviti, kako se je lahko najmočnejši in najbolj robustno zasnovan transportni helikopter na svetu nenadoma raztrgal na koščke na jasen, sončen dan. Niso našli znakov zadetka z raketo, niso našli trka s ptico, vzrok je bil košček umazanije. Da, majhen košček umazanije. Med rutinskim vzdrževanjem na tleh, še preden je helikopter sploh poletel, so mehaniki uporabili zdrobljene lupine orehov za peskanje in čiščenje delov menjalnika helikopterja. To je standarden nežen način čiščenja težke mehanizacije, toda mehaniki so naredili mikroskopsko napako. Niso uspeli izpikati vsega prahu in delci orehov, ki niso bili odstranjeni, so ostali v transmisiji ter se počasi združevali z mastjo. Ko je helikopter tistega jutra 11. septembra vzletel, so ti sprijeti delci potisnili skozi oljne cevi in zamašili mazalno šobo. Ker je bila šoba zamašena, menjalnik ni dobil nobenega olja za hlajenje. Začel se je pregrevati, zablokiral je in to je bilo to. 46 življenj je bilo izgubljenih zaradi nečesa tako nepomembnega, zaradi česar verjetno sploh ne pomislite dvakrat, a v zraku so meje neusmiljene. Župan Mannheima, William Warnhold, je odpovedal vse preostale obletnične slovesnosti. Pri vhodu na mestno letališče Mannheim so postavili uklesan kamniti spomenik. Imena vseh 46 žrtev so vgravirana na označevalcu na njegovem podstavku. In vsako leto, 11. septembra, se družine zberejo pri tem spomeniku, da se spomnijo dogodka, ki se je začel kot poskus svetovnega rekorda in končal s 46 ljudmi na avtocesti, ker nekdo ni pravilno izpraznil menjalnika. 6 nesreč. Nobena od teh nesreč ni bila neizogibna. Vse so bile popolnoma preprečljive in nobena od žrtev ni stopila na letalo, ker bi si želela umreti. Zaupali so svoji opremi, zaupali so svojim ekipam in pričakovali so, da se bodo vrnili domov. Toda moški v našem naslednjem videu je točno vedel, v kaj se spušča. Bil je 58-letni drznež, ki si je sam izdelal preprost lesen sod, se zaklenil van skupaj s 45-kilogramskim železnim nakovalom, da bi ostal stabilen in se prostovoljno vrgal čez bučeči 51-metrski slap Niagare. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo potem.